Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Tokrat bomo v oddaji govorili o izobraževanju, morda malo manj formalnem, in pa o knjigi Osnove informacijskega modeliranja gradenj, v bistvu en izmed prvih takšnih publikacij v Sloveniji v slovenskem jeziku. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matevž. No, Robi, v bistvu, a veš, kje oddaja je tole že po vrsti? Slučajno sem prej slišal in mislim, da je 26. Res je, 26. V bistvu se približujemo skoraj prvi obletnici, no, ampak tem, da je drugič, za danes bi pa zelo rad pozdravil v tej oddaji Marka, Nemca Pečjaka. Pozdravljen, Marko. Lep pozdrav. Morda, Marko, poveš nekaj malega o sebi, tako da se predstaviš poslušalcem. Ja, če dovolite, jaz se ukvarjam s tem področjem BIM-a. Začel sem se pa z njim praktično tisti dan, ko sem stopil v pokoj, to je pred 11 leti. In sicer prvič me je zadeva zanimala, drugič sem pa sodeloval z firmo Best, ki se je že pripravljala na to, da prilagodi svoj software za BIM tehnologijo. No, in tako smo nekje v letih 2009-2010 skupaj delali na enem projektu mednarodnem, kjer je bil že zametek produkta, ki je kasneje nastal v Bestu, to je Belist 5D, uporabili konkretno na živem projektu. No, potem sem jaz na tole zadevo že kar malo pozabil, pa so me v letu 2014, to se pravi pred 2 letoma, bivši kolegi iz Elesa povabili, če bi mi jaz kaj predaval o BIM-u, ker so nekje dobili tisto referenco, da sem se tudi s tem področjem ukvarjal. No, in tako sem organiziral prvi seminar za Elesovce na temo osnove informacijskega modeliranja gradenj. A lahko kar skočim? Mene zanima, kaj ste vi, oziroma kaj si drugače po izobrazbi? Jaz po osnovni izobrazbi sem diplomiran strojni inženir. Diplomiral sem pa davnega leta 1968 in sicer moja diplomska naloga je bila iz statike skelet gradbene fakultete v Ljubljani, ki je bil takrat se pripravljala gradnja. Mislim, da ste na tej fakulteti ste, ne na Jamovi. Tako. Res je. No, zdaj je moja diplomska naloga pri profesor Prelogu. No, prvo zaposlitev sem imel v Metalni Maribor, bil sem projektant za žičnice, potem sem pa zašel leta 1971 pa v gradbeništvo in sem se zelo veliko ukvarjal s informatiko. Bil sem 2krat neki direktor službe za AOP, se je takrat rekel. Celo življenje, to se pravi, vso delovno obdobje do danes se ukvarjam s projekti, s projektnim vodenjem oziroma bolj natančno, s podporo, z informacijsko podporo za projektno vodenje. In tukaj je bila tudi stična točka z BIM-om, ker BIM jasno, če vzamemo 4D, 5D, 6D, je jasno vezan na tisto, kar je prinesla teorija projektnega menedžmenta v prakso. Pa to odlično. Zdaj nam lahko kaj več o faksu poveste, če res toliko nevaren, ko pravijo. Ne, mislim, da ne. Profesor Prelog je bil dober statik. Ja, samo takrat so se na ene druge potresne obtežbe računale stvari, ne? Ja. No, in ravno ta problem je bil vsebina moje diplomske naloge. Ravno zaradi potresnih obremenitev ta konstrukcija, kot je arhitekt predvidel, da so različni stebri glede na etaže pritličje in medetaža drugače kot zgornja nadstropja. Ta problem sem jaz moral reševati in sem bil prvi diplomant
fakultete za strojništvo, ki je pripravil diplomsko nalogo na računalniku. To je bil CUZE Z23, ki je bil čez cesto na Metalurškem inštitutu. Ne? In naprimer sistem enačb 160 neznank je imel, ne? Je ta strojček, no, ni bil tako majhen strojček, napolnil je celo sobo, mlel 3 dni, ne? In ko si prišel po rezultate, ne, čez 3 dni si dobil samo izpis, ne, error mode 0, nekje je prišlo do deljenja z ničlo, ne, in spet popravek na teleprinterski trak, to je bil edini vhod, čez 3 dni spet rezultati. Zdaj se mi je pa fantastično hitro, ne, naprimer pesmo pri profesorju, to 2 kolega sva računala 6 mesecev tak sistem, enač po metodi približkov. Nič ne bom rekel, ne. Sicer smo, mislim, da z Robijem že oba slišala kakšno zgodbo okoli tega CUZE-ja, ker so tudi pač tukaj na IKPIR-u, kjer se je to recimo ta informatika in računalništvo na fakulteti začela, najbrž ravno v tistem času. So nosili te kartice, pa najprej te trakove. Spomin me že zelo daje, ne, ker sem že 73 let, bom stelekmajster, ne, ampak frajburški kot, ne, imam pa še precej v glavi. To je bil največ nekje med assemblerjem in normalnim programskim jezikom 3. generacije je bil ta kot, ne, in sem se enkrat pokazal še zapomnil, ne. Kasneje, naprimer Fortran, vse ostalo programiral sem pa nazadnje leta 76 in sicer en podoben sistem, ki bi ga danes uvrstili v BIM-5D, ne, to se pravi obvladovanje stroškov in časa na projektu. Programski produkt se je imenoval K76 in ga je uporabljala GIP obnova, ko je pa SCT pripojil GIP obnovo, so to nekaj časa pozabili, ampak pa so ga pa čez nekaj let spet uporabljali, ker je bil pa programiran pa za računalnik Cyber na Republiškem računskem centru in je stvar delala, ta software je tem dokončno umrl po 14 letih od takrat, ko je bil programiran. No, kot zanimivost, ne vam povem, ko ste vi nazadnje programirali, se še sploh rodil nisem. Ja, lepo. Tako da smo res zastopani vse generacije. No, sem eden od najstarejših, se ukvarja z BIM-om, najbrž pa nisem prav najstarejši. No, jaz bi mogoče zdaj, malo ste že omenili to izobraževanje, ki ste ga imeli za bivše sodelavce na ELES-u, pa me zanima, če bi lahko malo bolj pojasnili, ker midva z Matežem smo za vas zvedla v bistvu prek enih drugih izobraževanj. Če bi lahko malo bolj pojasnili, koliko je do teh izobraževanj prišlo, kdo kaj hodi na ta izobraževanja, kaj se kaj dogaja na njih. No, v januarju 2015 je pa potem agencija Poti, kjer sem predaval Microsoftov Project 2013, ne, so pripravljali nov program za tekoče leto in smo potem, je bila želja, da bi uvrstil tudi neke osnove, nek informativni kratek seminar o BIM-u, no, in kolega, ki naj bi to pripravil, je šel pa na posel v Nemčijo in je mene prosil, da sem potem jaz naredil na osnovi tega, kar sem imel za kolege na ELES-u, en tako 4-urno predavanje in ta predavanja so se v letu 2016 ene 6-krat ponovila na agenciji Poti. Ne. Zdaj pa tako, ne, ko predavaš in imaš samo kopije slajdov, ne, je to malo nizek nivo, ne, in sem rekel pol v novembru lansko leto, da treba to napisati malo več, ne, no, in iz tistih strani, mislim, da je bilo malo manj kot 100 slajdov, ne,
to se pravi malo manj kot 50 strani izpisa, ne, je s tem nastal nekje en tak kratek priročnik o teh osnovah BIM-a na 150 straneh in dal sem mu naslov Osnove informacijskega modeliranja gradenj. O tem bi lahko tudi govorili, zakaj gradnje, zakaj ne zgradb. In jasno, premiera te knjige je bila pred kratkim, 7. marca, je bil ta prvi seminar, kjer sem lahko udeležencem dal to e-knjigo. Ne. No, to je v bistvu že naša druga tema, ampak bi se jaz najprej še malo na izobraževanje vrgno, ker me v bistvu res zanima, ne, kako se skupaj poteka, zaradi tega, ker že prej smo začeli snemati, smo se malo o tem pogovarjali, pa sem rekel, da kaj se mi tistimi inženirji, ki so dokončali šolanje, že predno je ta BIM recimo pa postal toliko popularen in v bistvu toliko vpeljan v ta izobraževalni proces na fakultetah. Kako izobražati njih? Ne? Na moj seminar so prišli zelo različni udeleženci. Ne? Večina je ravno teh starejših, ki so stali nekje pod pritiskom, da bodo morali se z BIM-om ukvarjati. Ne? Tak primer je tistih 20 kolegov na ELES-u, kot investitor bodo morali ugrizati v BIM, ne? In zato je bil organiziran ta seminar. Ne? Na agenciji Poti so bili pa zelo različni udeleženci, od nekaj strokovnjakov za BIM, ki jih je bolj zanimalo, kaj bom jaz povedal o BIM-u, ne? Do ljudi, ki res praktično niso še nič vedeli o BIM-u. Prav mladih, tisti, ki ste jih nekje zaključujejo, ali so pa v zadnjih letih zaključili šolanje, bodi si na mariborski fakulteti ali na vaši fakulteti, jasno, da teh pa ni bilo na seminarju. Vam odgovoril ali ne? Ja, na vsak način. V bistvu zdaj zato, mislim, če nadaljujem v bistvu s to temo, kaj v bistvu te pričakujejo? Skratka, rekel si, da to traja recimo 4 ure, ne? Kaj dejansko v teh 4 urah slišijo? Pričakovanja so zelo različna. Večina realno, da dobi tiste splošne informacije o BIM-u, ne? To se pravi, kakšne opredelitve so, kakšni so trendi, je že kaj predpisanega, potem večino zanima programska oprema. Tej sem dodal glede na izkušnje še o kadrih in sporazumevanju ene par strani, ker tega ni nikjer ni nič objavljenega v slovenskem jeziku glede tega. Ne. Potem pa jasno, ker je to tako ena psevdodelavnica kratka, ne, treba kakšen vzorčni primer pokazati. Ne. Je še to dodano. Ja, ankete so kar pohvalne, moram reči, od 60 anketnih listov, jaz jih nisem vse videl, ne, kolegica naredi to statistiko, samo 2 odgovora sta bila taka, da je pač premalo informacij, da je to izguba časa, ne, da so pričakovali več, ne, da bom v živo, da bodo naredili zdaj v 4 urah en model, ne, a ne. Žal, te 2 se moral razočarati. Drugače so po glavnem zelo pozitivno ocenili to, kar so dobili. Ne. Pri vseh mojih seminarjih, tudi če so kratki, informativni, tako kot je ta 4 ure, imam pa še zmeraj, ker zelo sem odvisen od tega, kakšna vprašanja bodo padala. Ne. Na koncu imam sploh zaključek, imam zmeraj, kako bo pri vas z BIM-om, ne? Dajmo se malo o tem pogovoriti. Ne? No, in tam se marsikaj najbolj se vidi, ne? Pri tem, kako je stanje in kaj določeni ljudje pravzaprav želijo
z tega področja dobiti. Ja, sej ta pričakovanja so vedno različna, spoče to je ena taka široka tema kot je BIM, ki bi po mojem mnenju moral biti tako razdeljen na posamezne odseke, ampak to je že druga zgodba. Večino vsi, ki se izobraževanj udeležujejo, pa pričakujejo v bistvu ta aplikacijski del BIM-a, ki pa je zaenkrat še zelo šepano, vsaj po mojih izkušnjah. Zdaj sam si že omenil, da je rezultat teh predavanj oziroma teh izobraževanj je bila potem ena knjiga Informacijsko modeliranje gradenj, pa bi se jaz najprej ustavil že pri tem terminu informacijsko modeliranje gradenj. Jaz sem sicer to prebral v knjigi, zakaj takšno poimenovanje, pa bi prosil, če lahko pojasniš še za tiste poslušalce, ki tega morda še niso videli, zakaj gradenj in zakaj ne zgradb. Ja, Building Information Modeling, ne, če se ustavimo pri besedi building, ne, ima dva pomena. Zgradba ali gradnja, to se pravi proces, vse od ideje do izvedbe te bodoče zgradbe. Ne. Zakaj sem se odločil za gradnjo? Zato, da sem razširil že v besedah uporabnost te metode na strojegradnjo, hidrogradnjo in ostale gradnje, ne, dočim ta izraz, ki ga je pri nas, mislim, da ga je uvedel docent Cerovšek, ne, informacijsko modeliranje zgradb je nekoliko ozek. Sam ta izraz je prevladujoč, no, jaz pa zastopam mnenje, da mora biti to gradnja, ker gradnja je proces, zgradba je pa rezultat tega procesa. To bo Matevž vesel, sploh potem pri tistih 3 vprašanjih na koncu, kaj je zdaj to model ali modeling. Jaz mislim, moram priznati, da jaz se s tem nikoli se nisem spraševal o tem, in ko sem prebral to razlago v tej knjigi, moram reči, da mogoče se strinjam, da je zgradb malo preozko, mi pa ni všeč gradenj, tako da mogoče bi moral najti kako tretjo besedo. Je pa to zelo podobna debata, ko sem jaz imel s profesor Duhovnikom v okviru svoje naloge, ker smo govorili, v naši stroki skozi govorimo o IEC industry, to je Architecture, Engineering, Construction industry, in se to v Sloveniji skozi prevaja kot gradbeništvo. On je pa zagovarjal, ne, to ni gradbeništvo, ampak to je industrija, ki se ukvarja z grajenim okoljem. Tako da meni se zdi zelo pomembno, da se pač o tem pogovarjamo, da bomo našli ustrezno terminologijo, ker jo res manjka. No, tako da zato tudi to moje prvo vprašanje iz knjige. Če dovolite, ni dolg nazaj, 1-2 meseca, je bilo v okviru SIBIM-a, ne, ena debata a tako ali drugače, ne, no, in so bili predlogi celo, da bi uporabili kratico informacijsko modeliranje objektov, ne, in bi bila kratica IMO, ne pa BIM. Ne. No, jaz sem se temu spet uprl, ne, no, kakšnega posebnega zaključka še ni glede te debate, no, ampak poglejte spletno stran SIBIM.si, ne, gradnje niso gor, ne. Zelo, jaz zastopam neko manjšino, ne. Še to, ne, gradnja je pa meni simpatičen izraz ravno zaradi tega, ker sem po osnovni izobrazbi strojnik in smo takrat govorili striktno o strojegradnji, ne. Ja, mislim, načeloma se lahko strinjam tudi jaz, da so zgradbe mogoče malo ozek termin, ampak jaz sem načeloma tako po naravi, sem zelo pragmatičen, se okoli teh izrazov se običajno niti ne sekiram, ne. Mene bolj tista vsebina mi je bolj pomembna, ne. V dodatkih, v prilogah imam kompleten priročnik za BIM iz leta 2008 iz Stanfordske univerze, ne, čez 500 stranima, in v uvodu razlaga ravno, kaj je BIM in daje poudarek na tem,
treba vzeti building kot proces. In avtor omenja, da tudi v Ameriki takrat so bili različni pogledi, a je zgradba ali je gradnja. Jaz bi tu samo dodal, ko je bilo omenjen za C-BIM združenje, da sem ravno kar pogledal njihovo spletno stran in se očitno popravil, ali pa da je bilo že skozi tak, pa nisem bil pozoren, ker zdaj je napisano, da je to slovensko združenje za informacijsko modeliranje v gradbeništvu. Ja, tako da so se izognili so se tej polemiki. No, in to je zelo ozko. Ne? To se pravi, če rečem gradbeništvo, sem izključil sistemsko tehniko, sem izključil energetiko, strojništvo, ne? Ozek izraz je to. No, pustimo, jaz bi se izognil temu, ker strojniki, razen inštalaterji, se nikoli ne vidijo v gradbeništvu. Samo strojniki in inštalaterji se vidijo v gradbeništvu. To je pa najbrž tudi res, ja. No, sej mislim, to, kar smo se dogovarjali okoli tega podcasta, je bil moj, v bistvu sem bil precej vesel, ker sem vedel, da si po izobrazbi strojnik in da lahko recimo iz tega strojniškega stališča nas malo razsvetliš nas gradbenike, zaradi tega, ker jaz ko nekdo reče gradbeništvo, v bistvu jaz smatram, da to pa res vsi, ki kakorkoli nekako dodajo nekaj svojega ali v neko avtomatizacijo, ali v vodenje, ali upravljanje, ali pa konec koncev gradno samo, ne. Tako da jaz vidim več industrij, tako da smatram strojnike vedno zraven. Kot takšne. Ampak kakšni strojniki? Tisti, ki delajo v glavnem na opremi stavb, ne? V bistvu ne, no. Saj osebno, to je zdaj moje čisto osebno mnenje, smatram praktično vse, ne samo tiste, ki so neki inštalaterji, ki v bistvu namestijo takšne in drugačne zadeve in skrbijo za to, da te stvari delujejo. Poglejte, v knjigi imam tudi omenjen en strojni produkt, en super hitri skobelni stroj, ki ima 14,000 delov. Avtor bi bil zelo nesrečen, če bi uvrstil njegov izum v gradbeništvu. Ne, se nisem mislil v tem, da je pa strojništvo ni, pa da samo gradbeništvo obstaja, ne, tako da ne bo pomote. To nisem mislil, ne, ampak jaz smatram gradbeništvo kot termin smatram mnogo širše kot pa v bistvu to, kar vidimo z očmi, ki je v bistvu pač postavljen, ne. Zato jasno pa, da skobelnik tamle v bistvu najbrž ne sodi, razen takrat, ko je treba neko obtežbo podati v bistvu zato, da se ga nekam namesti, ne. Jaz bi tu spet, če lahko... Varniško halo, ki je jeklo gradna in so strojniki jo skupaj spravili, ne, gotovo spada v gradbeništvo, ne. To ja, ne. To se pravi, tako kot vsi objekti, ki se nekje postavljajo v prostor, ne, so ponavadi gradbeni objekti, ne. Ampak, če gledam malo nazaj, te prve tridimenzionalne risbe, naprimer smo delali tudi že takrat v letih 63-67, ko sem jaz hodil na strojno fakulteto, in smo delali montažne načrte tudi trodimenzionalno prikazano, ne, s tem, da smo izvlekli, ne, naprimer vijake, osi in take zadeve, ne, da se je čim bolj videlo, kako je zdaj eno sestavljeno postrojenje, iz katerih gradnikov je skupaj. Ne. Jasno, da temu ne moramo reči BIM, ne, ampak princip je bil pa ravno v tem, ne, tako kot imamo zdaj v BIM-u 4D, prikaze, kako se kaj montira ali pa kako se kaj demontira s časovno dimenzijo. No, jaz bi tudi dodal nekaj, kar sem že večkrat v okviru tega podcasta povedal, in sicer to, ne, da tale naša debata je v povezavi s tem, da je pri nas zelo neustrezno prevedena tuja ustreznica civil engineering. Zato, ker v tujini pod civil engineering spadajo vse to, kar smo mi zdaj naštevali. V slovenščini pa je ustaljen izraz za to gradbeništvo.
Nažalost je pač to smo podedovali. Ne? Slovenci imamo zelo različne izraze, naprimer iz tistega področja, ki ga bolj poznam, to je projektni management, kako smo prevedli project management. Če gledate 30 let nazaj, se je prevajal project management kot celovito obvladovanje projektov. Naenkrat, ko smo prevzemali evropsko standardizacijo, od 2004 naprej je uradno projektni management je projektno vodenje. V vsakem učbeniku projektnega managementa pa piše, da ima projektni management več procesov, eden od teh je vodenje, projektno vodenje, ne, project leader, ne, za projektnega vodja. Ne. No, eni prevajajo projektni management, drugi staj zapis, tudi ta po Vuku Karadžiću je uradno veljaven, ne, jaz pišem še zmeraj projektni management, ne, a ne, ampak v glavnem pa uporabljam obvladovanje projektov. Zanimivo, obvladovanje tveganj, risk management je obvladovanje tveganj. Ne? Pa še kakšno obvladovanje, ne, je preprost, risk preveden, je management preveden kot obvladovanje. Ne. Edino za projektni management pa to ne bi bilo. Večina uporablja projektno vodenje, ki je del tega procesa, še hujš pa informatiki, ki govorijo o projektnem upravljanju. Upravljanje je pa nadzor projekta. Ne, tako da smo zelo neenotni pri nas v teh izrazih. Ne. Smo pa le malo boljši giganci, ne, ki imajo od 400 jezikov, ne, jezikov in narečij, ne, in vse, kar je pa strokovnega, je pa čista angleščina. Jaz bi najprej rekel, da je zelo zanimivo slišati zgodovino za tem, no, ker jaz pač srečujem samo to, kar se zdaj uporablja. Ne. In moram priznati, da to se strinjam, pač tako, kot si rekel, da so poenostavljeno, zdaj se vse poenostavljajo, ne moramo nič drugo ugotoviti. Ja, no, pa še ne smete vzeti za sveto resnico vse, kar sem povedal, koliko se jaz spomnim in koliko sem imel jaz kontaktov glede teh zadev. Ne. To se pravi, je subjektivni pogled zraven. Ne. Yeah. Okay. Jaz bi tole debato okoli terminologije pustil za ne vem, za kdaj drugič v bistvu, ker bo kaj bolj depresivno. Ne. Danes je pa tako lep sončen dan, tako da dajmo na bolj pozitivno noto tole obrniti. Skratka, knjiga je zdaj kakšen mesec odzunaj, ne? Ne, uradno je od 7. marca. Aha, ok, uradno, v redu. Poslal si že prej, a si mogoče dobil kakšne feedback? Kako je v bistvu, kako je dejansko sprejeta med tistim, ki so že dobil? V glavnem so kar pohvale. Mi smo imeli en majhen problem, ne, ki sem ga jaz zagrešil. Ne. No, to smo res. Včeraj sem dobil pa hujšo zadevo, ne. Zaradi slike na naslovnici, ne, bo avtor tožil, ne. In zahteva zelo veliko odškodnino, če se hočem sporazumeti, preden ne bo tožil za odškodnino in jasno tudi za kršil sem zakon, ne, o avtorskih pravicah. No, to sem kar malo brez besed ostal. Jaz sem včeraj tudi komaj preživel, ko sem dobil to priporočeno pošto od ugledne advokatske pisarne, ne. Tudi
nekaj časa nisem mogel priti k sebi. Ne. Jaz sem prepričan, da se bojo stvari rešile. No? Upam, da je v zadovoljstvo vseh. No? Gremo počasi naprej. Zdaj mislim, da smo tole knjigo obdelali. Ne? In probujemo še kaj takega za vprašati. Mislim, da ne. Moram priznati, da sem malo šokiran, no, koliko smo zaključili, oziroma kaj smo izvedeli vmes, ampak mislim, da smo jo obdelali. Pa da lahko gremo naprej. Prav. Zdaj po planu sledi priporočila. Ne? Če Marko imaš kaj takšnega za poslušalce, da bi... Ja. Glede na situacijo, kaj posebnega ne morem. Ne? Moj cilj je, da bi letos še imel, glede, če bo zanimanje, te seminarje, in knjiga bo najprej pač za udeležence seminarjev, potem pa vsa moja literatura, tudi e-knjige, se dobi potem v knjižnicah. Ne? Sem pa že predtem sklenil, da je letos moje zadnje leto, ko predavam, in upam, da bo 20 let mlajši kolega prevzel to in on bo tudi napisal svojo knjigo. Ok. Robi? Ja, danes bom pa netipično za mene priporočil nekaj čist izven teme tega podcasta. In sicer priporočam eno gledališko predstavo z naslovom Peter Kušter, ki jo izvaja SNG Nova Gorica. Jaz sem to gledal v okviru Dnevov komedije v Celju in lahko samo priporočam. Opozarjam, da je precej netipična, mogoče ne bo vsem všeč, tako da se mogoče pogledajte najprej slike na njihovi spletni strani, to bo vse v zapiskih. Ampak slike malo varajo, jaz moram reči, da sem zelo užival in jo priporočam vsakmu, ki sem ga v teh dneh srečal po predstavi. Ja, hvala za priporočilo. Ne. Jaz sem reden gledalec, predvsem predstav MGL-ja pa Drame v Ljubljani. Bolj redko hodim, ampak mogoče bom šel pogledati kakšno tako predstavo. No. Naj vam še povem, da se ukvarjam tudi z literaturo drugačno, ne, in da imam tudi eno dramo, ki so jo izvajali leta 1963, ne, napisano in je tudi objavljeno, lahko pogledate v Povisu. Ok, no, še kakšne druge talente. To je pa resnično hobi, ne? No, saj, v bistvu tisto od hobija je še najbolj, ne, ponavadi. No, zdaj, z moje strani je pa nekaj takšnega, ki se bliža, se pravi 21-22. marca, Pilon prireja Arhiket Mala Malca, tako dvourno srečanje, eno v Ljubljani, drugo pa v Mariboru, tako da v zapiskih bo tudi navodila, kako se prijavite. Ampak sodeč po takšnem srečanju lansko leto, mislim, da je bilo pač zanimivo, da smo se malo dobili, tiste 2 ure, kolikor takšno srečanje traja. Zelo hiter mine in v bistvu srečamo kolege, se malo pomenimo, tako da jaz bom definitivno tam, se pravi v Ljubljani. To je 21. marca. Bo pa to jasno v zapiskih za tole oddajo. Krasno, hvala lepa za obvestilo. No, v bistvu potem smo pa, Marko, pri teh hitrih vprašanjih. No, najbrž jih že poznaš, pa bi v bistvu štartali kar s prvim, in to je, če se moraš za eno BIM programsko opremo odločiti, kaj bi nekomu rekel? Ja, da imam izkušnje samo iz uporabe Revita in Belista. Okay. Drugo opremo poznam samo, kar sem spleta vzel podatke, pa predstavitve, kar sem videl, pa nekaj poskusov, ampak delal sem pa samo z Revitom pa z Belistom. No, bomo polinkali oba dva, pa recimo, da v odgovor napišem tale Revit,
ali napišemo B-list. Enega se je treba odločiti, čeprav. No, v redu. Revit. Bomo pa tudi B-list polinkali, tako da bojo poslušalci lahko zadevo malo pogledali. Ja, B-list je pa na spletu na www.best.si. No, mislim pa tudi na B-list tudi prime, mislim. No, se pravi, bomo polinkali mi tole. No, drugo hitro vprašanje je, kako razumeš BIM? Je BIM model ali je mogoče to proces? Se mislim, da vem, kako bo dobro. BIM je proces, BIMS je pa model. Oziroma modeli. V redu. Angliški literaturi oziroma ameriški je striktno BIMS za modele, ker ni en model, ponovadi je več modelov ali pa vsaj več pogledov na en model. In je kratica BIMS. Mali jaz na to. Ja. Množina kratice. V redu, bomo tle napisali proces. Mislim, da je bilo to jasno že od tega, kar si prej povedal. No, še zadnje vprašanje, kar se tiče pa OpenBIM-a, se pravi pač uporabe standardov v tem BIM procesu. Kakšna je tvoja ocena, oziroma si jasno, ali se te standarde treba uporabljati, ali je v bistvu se boljš vezati na recimo na eno skupino nekih orodij, ki delujejo in izmenjujejo informacije mimo teh standardov? Na vsak način prava pot je samo preko standardov in mislim, da tukaj ni kaj. Smart BIM je dobro to postavil in stvari se gradijo naprej. IFC 5 mislim, da bo vsak čas tukaj, en del ga pa že itak poznamo že od jeseni. V redu, evo smo zapisali. Marko, mislim, da smo pri koncu tegale pogovora. Tako da bi se kar na tem mestu že še enkrat zahvalil za to, da si vzel čas in se oglasil, povedal par stvari, kakšne so tudi presenetljive, ampak kot rečeno, upamo na najboljš. Za konec, kje te poslušalci najdejo, kako te kontaktirajo? Ja, glede na to, ker sem naglušen, ne bom dal telefonske številke, ampak vedno sem pa dosegljiv na mailu. Vsak dan sproti odgovarjam na maile. Moj mail je pa marko.nemec@telemach.net. No, sej to bomo tudi polinkali, tako da bo si ni treba zapisati zdaj, če kdo to posluša. Robi, povej. No, mene še vedno lahko najde na Twitterju na @robertklinc ali pa na robert@klinc.net ali pa mene pogooglajo. Hvala. Jaz sem še zmeraj na matevždolenc.com. Tam boste našli tudi vse ostale povezave, tudi na spletno stran BIM pogovorov. Skratka, BIM pogovori podcast so na spletu, Facebooku in Twitterju in taram od zadnjega tedna tudi na YouTube. Tako da za vse tiste, mislim, da so to X generacija, ki je zrasla gor in ne pozna časa, ko YouTube sploh ni obstajal in z YouTubea poslušajo vse in gledajo vse. No, skratka, BIM pogovori so tudi tam, tako da trenutno je kanal, kjer so vse oddaje BIM pogovorov od prve do zadnje v jasno zvočni obliki, z lepo grafiko, če smem dodati. No, ampak jaz upam, da se boste tudi na YouTubeu lahko naročili, tako da bo zanimivo, tam je tudi spodaj možnost komentirati, tako da se priporočamo na kakšne komentarje, jaz bom pa to spremljal pa odgovoril, če bo pač to potrebno. Tako da na tem mestu bi jaz zaključil. Marko, hvala lepa še enkrat. Hvala še enkrat za povabilo
Bilo mi je veliko veselje, da sem lahko debatiral o teh problemih z vami. No, Marko, Robi, adijo. Adijo. Ja.